da je danes vlada sprejela moj predlog, da predsednika nacionalne skupščine Venezuele, Juana Guaidoja, prepozna za začasnega predsednika Venezuele z namenom, in to z izključno tem namenom, da izvede, torej razpiše in izvede svobodne, poštene in demokratične predsedniške volitve. Venezuela, kot vsi vemo, se sooča z globoko gospodarsko, socialno in humanitarno, pa tudi politično krizo, v kateri zelo trpi prebivalstvo. To traja že veliko let. Vlada izvaja sistematično politično represijo in si uzurpirala oblast. Predsedniške volitve maja 2018 niso bile ne svobodne, ne poštene, torej ne demokratične, ne transparentne, zato tudi ne legitimne. In na to so zunanji ministri držav članic Evropske unije, vključno za Slovenijo, opozorili že 8 dni po teh volitvah in od takrat naprej Evropska unija, še posebej Svet za zunanje zadeve, redno izpostavlja, da so bile volitve v Venezueli, govorimo o predsedniških volitvah, nelegitimne in zato poziva k novim demokratičnim legitimnim volitvam. Kot veste, je leta 2015 je bila izvoljena nacionalna skupščina Venezuele, ki je pravzaprav ta hip edini demokratično izvoljeni in takšen tudi pripoznani organ v Venezueli. In seveda potem vemo, da potem, ko se je Nicolás Maduro razglasil za predsednika po volitvah, ki jih torej mi ne priznavamo, je predsednik skupščine Juan Guaidó na podlagi 233. člena ustave 23. januarja letos razglasil sebe za začasnega predsednika. Slovenija se je danes s prepoznanjem Guaidoja pridružila številnim državam sveta, ki prepoznavajo in pripoznavajo njegov status začasnega predsednika z namenom, da se organizirajo nove, bi rekel, demokratične volitve. In to želim poudariti. Tu ne gre za nič več, tu ne gre ne za priznanje države, ne gre za priznanje vlade ali kaj podobnega, ampak samo za prepoznanje vloge predsednika venezuelske skupščine, da je začasni predsednik, torej začasni, do takrat, ko bodo po razpisu izvedene demokratične volitve in se bo organizirala, torej vzpostavila nova oblast, ki bo zagotovila ustrezno stabilnost in demokracijo v Venezueli, tako vsaj upamo. Slovenija se je s tem prepoznanjem danes pridružila 23 članicam Evropske unije, vsem jedrnim članicam Evropske unije in številnim drugim, ki so to že storile pred dnevi. Vemo, da prepoznava ali priznava v funkciji začasnega predsednika Guaidoja tudi veliko latinoameriških držav, kot denimo Brazilija, Argentina, Kolumbija, Čile in druge države, pa seveda tudi Kanada, ZDA, Avstralija in mnoge druge. Naj spomnim tudi, da je Evropski parlament 31. januarja letos z prepričljivo večino z resolucijo pozval države članice Evropske unije, da seveda pripoznajo predsednika venezuelske nacionalne skupščine za začasnega predsednika z namenom, kot venomer poudarjam, da razpiše nove volitve, da bo torej prišlo do novih volitev. Naj povem, da prav blokada humanitarne pomoči, ki jo pošilja tudi Evropska unija v Venezuelo, še dodatno dokazuje, da Maduro ni za dobrobit ljudi, ampak zgolj za to, da ohrani svojo diktatorsko oblast, ki je izgubila, kot sem rekel, svojo legitimnost. Tako da nove volitve so tisti cilj, ki ga zasledujemo, in to je edini cilj, ki ga zasledujemo tudi s to današnjo odločitvijo. Naj povem, da je postopek potekal tako, kot se je doslej oblikovala praksa. Na predlog, ki sem ga podal kot zunanji minister, je vlada obravnavala informacijo in sprejela to odločitev, ki sem jo pojasnil. O tem pa bomo seveda obvestili tudi državni zbor, tako kot je bilo do sedaj v podobnih postopkih odločeno o takih zadevah. Naj vas seznanim še s tem, da seveda v Venezueli
87% ljudi, približno toliko, živi pod pragom revščine, da je približno 85% pomanjkanje zdravil, da se povečuje število političnih zapornikov, izvaja se tudi mučenje in podobno in da seveda je tam grozovita inflacija, skratka življenjske razmere so zelo, zelo slabe in vemo, da je v zadnjih 5 letih prišlo do pravega eksodusa, skoraj 3 milijone ljudi se je izselilo. In naj vas še seznanim z pismom civilnega društva Slovencev v Venezueli, kajti v Venezueli ocenjujemo, da živi tam nekoliko manj kot 300, se tam nahaja nekoliko manj kot 300 državljanov Republike Slovenije in nekoliko manje kot 1000 ljudi slovenskega porekla, s katerimi naše veleposlaništvo v Braziliji ohranja stik. No in prejeli smo tudi pismo, poziv vladi Republike Slovenije, v katerem civilno društvo Slovencev v Venezueli, kot pravi, poziva vlado Republike Slovenije, citiram, naj nemudoma prizna predsednika državnega zbora, mišljena je nacionalna skupščina, Juana Guaidoja, kot začasnega predsednika Venezuele. Prepričani smo, da mora Slovenija, tako kot preostali del svobodnega sveta, prisluhniti venezuelskemu narodu, ki zahteva svobodne in legitimne volitve ter prosi za humanitarno pomoč. Naši Slovenci v tem pozivu, gre torej za civilno društvo Slovencev v Venezueli, pravijo tudi to, da so prepričani, da dialog z režimom Nicolasa Madura ne predstavlja nikakršne rešitve, ampak samo podaljševanje izjemnega trpljenja venezuelskega naroda. Ob tem navaja tudi, da režim sistematično krši človekove pravice v Venezueli, kjer je v tem trenutku več kot 900 političnih zapornikov in tako dalje. In naj navedem še en zelo pretresljiv del tega poziva, ki so ga na nas naslovili naši ljudje. Takole pišejo, citiram, člani slovenske skupnosti v Venezueli, razsežnosti te hude krize občutimo vsak dan. Soočamo se s hudim pomanjkanjem hrane, zdravil in nedelujočimi javnimi storitvami. Težave imamo tako pri dobavi vode, kot tudi elektrike. V Venezueli kljub uradni socialistični politiki ni socialne varnosti in v primeru bolezni smo popolnoma brez zdravstvene oskrbe prepuščeni samim sebi. Bolnišnice in zdravstveni domovi so v izjemno slabem stanju, vlaganj v infrastrukturo ni. Izjemno pereče je tudi pomanjkanje zdravil, upokojenci prejemajo približno 5 evrov mesečne pokojnine, letna inflacija od januarja 2018 do januarja 2019 je bila 2 milijona 688 tisoč 670 odstotkov. Še zadnji stavek, zaskrbljeni smo, da je situacija v Venezueli postala političen problem v Sloveniji. Prepričani smo, pravijo naši ljudje, da je treba ljudi postaviti pred ideologijo in da človekove pravice ne smejo biti predmet političnega barantanja. In prav to je bil danes namen vlade, da torej na moj predlog sprejme odločitev, ki pomeni odločitev za demokracijo, odločitev za človekove pravice in za vladavino prava. In ta klic na pomoč naših ljudi samo dokazuje, da smo sprejeli pravo odločitev, ki smo seveda premislili v vseh drugih vidikih tudi. Tako da tukaj se bom ustavil in zdaj, če je kakšno vprašanje, prosim.